V oddaji Moja družina je danes prav poseben gost, Aljoša Bagola. Napisal je 3 knjige in v zadnji knjigi z naslovom z eno pomembno, močno besedo ne, je vzpostavil eno posebno zgodbo, poseben odnos z bralci. Kaj bi izpostavil iz te knjige, Aljoša? Marsikaj, predvsem to, da so meje pomembno orodje za izboljšanje odnosov in šele ko izboljšamo odnose, pravzaprav v seštevku izboljšamo svoje življenje. In pravim, da trdne meje postavljamo takrat, ko ne gremo več na kolena, smo pa marsikomu pripravljeni iti na K. Hvala, Aljoša. Vabljeni na ogled oddaje Moja družina. Dragi gledalci, dobrodošli v tokratni oddaji Moja družina, kjer bomo gostili Aljošo Bagola. Aljoša je eden najvidnejših ustvarjalcev na slovenskem prostoru, čigar glas odmeva tako v svetu oglaševanja, kot v književnosti in motivacijskih nastopih. Kot kreativni direktor je v svoji dolgoletni karieri osvojil številna priznanja in soustvarjal oglaševalske kampanje, ki so prepoznavno oblikovale našo kulturno krajino. Kljub uspehom pa ga je življenjska pot pripeljala do pomembnih vprašanj, ki jih mnogi od nas občutimo, a jih le redki izpostavimo. Vprašanj o izgorelosti, o iskanju smisla, o mejah med profesionalnim in osebnim življenjem ter o pogumu, da si vzamemo čas zase. Aljoša, pozdravljeni. Lep pozdrav. Dobrodošli v studio. Hvala za povabilo. S svojim pronicljivim pogledom na sodobne izzive nas Aljoša nagovarja skozi svoja literarna dela, med katerimi izstopa njegova najnovejša knjiga Ne je moč. V njej odpira vrata temam, ki so pogosto zapletene in občutljive, vendar ključne za naše dobro počutje. Aljoša za lastno izkušnjo izgorelosti razkriva, kako pomembno je, da si upamo reči ne, ne zgolj drugim, ampak tudi svojim pretiranim ambicijam in nerealnim pričakovanjem. Knjiga je odlično sprejeta, saj nagovarja vse tiste, ki se počutijo ujeti v vsakodnevnem vrvežu, kjer je meja med uspehom in izgubo samega sebe pogosto zabrisana. Njegova pot od uspešnega kreativca do avtorja in motivacijskega govorca je hkrati tudi zgodba o vztrajnosti in ponovnem odkrivanju samega sebe. Aljoša je eden redkih, ki si upa odkrito govoriti o temah, ki so v naši družbi še vedno stigmatizirane, duševno zdravje, stres in nujnost postavljanja mej v poslovnem in zasebnem življenju. S svojim delom Aljoša spodbuja k premisleku o tem, kaj v resnici pomeni srečno in uspešno življenje. Poleg literarne poti Aljoša redno sodeluje na različnih dogodkih in festivalih, kjer s svojimi navduhujočimi govori in intervjuji deli modrosti, pridobljene skozi lastno izkušnjo. Njegova sporočila so dragocen vir navdiha, še posebej za mlade generacije, ki v njem vidijo zgled, kako se soočiti z izzivi današnjega časa. Zato bomo danes raziskali, kako je njegova osebna zgodba in pogled na svet oblikovala njegova dela, ter kako lahko tudi mi najdemo moč v besedi ne, ki nas lahko vodi do bolj polnega in uravnoteženega življenja. Hvala, ker ste z nami v oddaji Moja družina. Pripravljeni smo na začetek nove zgodbe, ki je lahko tudi vaša. Aljoša, ki sem se pripravil na ta intervju, res impresivno, kaj ste dosegli, kaj zdaj počnete, ampak da se ta prvo ne začneva s to temo, me zanima, iz kakšne družine pa pravzaprav izhajate? Izhajam iz gostilniške družine, garaške, predane delu v skrbi za goste. Sta starša bila v gostilni zagotovo med 16 in včasih tudi 20 ur na dan. In seveda vse te stvari kot otrok vsrkavaš,
ne izprašuješ, ponotranjiš tudi to neko delovno etiko, to navajenost biti na voljo, na razpolago in nekako se poistovetiš tudi za to maksimo, da ima gost vedno prav, ne? In tako smo meje postavljali zelo redko. Predvsem smo bili zelo neprizanesljivi do samih sebe z predanostjo, trdim delom, ki ima seveda veliko pozitivnih stvari in je kakšen bonus kasneje v tvojem življenju, da znaš zavihati rokave, pljuniti v roke in se vreči na delo. Je pa pogosto pač spremljevalec takšnega načina tudi v bistvu nek občutek, da ti vendarle nisi na prvem mestu, da so na prvem mestu paradoksno drugi. A je bila vaša družina manjša, večja? Imam mlajšega brata in mlajšo sestro, tako da smo bili do leta 2018 petčlanska družina. V istem letu je pa oče na žalost umrl. Pa je bilo res breme najstarejšega otroka, ne, je bilo na vas? Ja, mislim, že dolgo nismo bili več otroci. Mogoče se dotakne nekakšno spoznanje minljivosti življenja. Oče je bil relativno mlad, 66 let je bil star in v bistvu nas je potem to tako pocukalo za rokav in ko ti življenje vroči neko takšno sporočilo, se moraš s tem malo poukvarjati in ugotoviti pravzaprav, kaj te žene, kaj je smisel vsega tega, tudi predajanja, garanja, izčrpavanja sebe, zato da so drugi zadovoljni, srečni in izpolnjeni, sam pa pobiraš zgolj drobtinice in odkruške te sreče. Ampak to je tudi pomemben del naših življenj, to izpraševanje. Spoznanja, ne, v bistvu so pomembna, ko gledaš za nazaj. Prej ste omenili, da izhajate iz gostilniške družine. Kako je bila pomembna pa pri vas formalna izobrazba glede potem na neformalno izobrazbo in delo? Pravzaprav je oče vedno želel biti arhitekt, pač starši mu tega niso dovolili takrat. Imeli so pač največjo kmetijo daleč naokoli in že on je pravzaprav moral pobegniti. Z tega okolja? Ja, pri 14 letih je spakiral kovček in se usedel na avtobus za Bled, kjer je bil vpisan v hotelsko šolo in potem je ta v bistvu turistični jaz nadvladal arhitekturnega in potem, ko se je vrnil nazaj v Prekmurje, je kmalu odprl svojo gostilno in tako je pač bil tako po formalni izobrazbi kot po duši gostinec, z pač tudi veliko megalomanskega apetita, ne finančnega, ampak v bistvu te neke ambicioznosti, da je želel stvari gnati naprej, da je želel uvajati novosti, da je želel okolje dvigovati z neko tudi svojo vizijo, pa tudi vizijo sodelovanja. Zdaj jaz pa sem pravzaprav že zelo zgodaj vedel, da čeprav sem imel gostilno kot neko okolje odraščanja, ki je polno ljudi, vrveža, zgodb, takrat ni bilo mobilnih telefonov, v katere bi vsi zombificirano zrli, ampak je dejansko bilo polno tega žlobudra in dogajanja, ne. Sem vedel, da pač ne želim tega in sem šel na gimnazijo in potem študirati komunikologijo. Čeprav v bistvu lahko neke vzporednice z vašim delom potegnemo, se pravi gostinstvo, veliko ljudi, jim narediti ugodno atmosfero, kakor v marketingu, narediti vrhunsko kampanjo, da pritegne ljudi, ne? Ja, res je. V bistvu gre za zadovoljevanje apetitov, v gostilni je to v obeh pomenih besede, v oglaševanju pa moraš zadovoljiti, pa si pravzaprav tega veliko ljudi ali pa gledalcev, ki so izpostavljeni oglasom, tega ne zaveda.
da moraš zadovoljiti apetit po zgodbi. Ne? In zgodba je pravzaprav tisto orodje, ki ustvari razpoloženja, ki nagovori čustva, ki nas motivira, da v življenju razmišljamo malo drugače, oziroma da sploh razmišljamo o življenju. In žalostno mi je gledati, kako je veliko oglasov pravzaprav reduciranih zgolj na neka prodajna sporočila, ki vrtinčijo prikaze izdelkov in zraven pripisane cene, in to sploh niso oglasi. Zato sem jaz bil vedno zaprisežen zgodbi, vedno sem tudi od sebe zahteval veliko, da sem ustvarjal te velike zgodbe, ki so v bistvu gledalce prikovale pred oglasni blok, kar je neznačilno, ne? Ker ponavadi takrat hočemo pobegniti v stran ali pa prevrteti, zdaj se to da. Tako je pomen zgodbe zato, da motiviramo, recimo, če pogledamo tudi zdaj ameriško predsedniško kampanjo in rezultate, ne, je jasno, da pač demokrati niso znali povedati zgodbe, ne, niso znali nagovoriti ljudi z nekimi jasnimi, poistovetljivimi sporočili, in to je nažalost bilo podobno pri Brexitu, in zato zgodba ni zgolj valuta za, recimo temu, ne vem, tržno-komunikacijska okolja, ampak pravzaprav za vsako okolje, še posebej v politiki, velja, da če znaš ti ustvariti nek bazen poistovetljivih, relevantnih vrednot za pač svojo publiko. Ne pravim, da zdaj Trumpova sporočila pašejo v ta segment, zagotovo je pač bila relacija z njegovo publiko zelo čustveno močna, intenzivna in poistovetljiva, da potem ustvarjaš nek dialog in zagotavljaš učinek. Imam pripravljenih še kar nekaj zanimivih vprašanj, Aljoša, predlagam pa, da gremo zdaj na kratek predah in se vrnemo čez nekaj trenutkov. Dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Danes je naš gost Aljoša Bagola. Pozdravljen. Živa. A ste bili živahen otrok? Zagotovo, ja. Zagotovo. Mislim, da je bila živahnost takrat predpisana ne z vzgojo, ker so nas seveda želeli oblikovati v pridne, ubogljive in prepogosto preveč pohlevne otroke, in zato se moramo te, pravimi, pridentitete znebiti, ampak nam je bila zapovedana z tehnologijami, ki smo jih imeli oziroma ki jih nismo imeli na voljo. Imeli smo pač igrišče, žogo in potem zelo po današnjih standardih serijo zelo primitivnih tehnologij, kot so Commodore 64, kjer se je pač igrica nalagala 45 minut in potem ni delala in si pač raje šel na igrišče. Tako da v tem smislu, ja, smo bili non-stop zunaj, tudi ko sem pač odraščal pri dedku in babici na kmetiji, z ogromno živalmi, z nenehnim dogajanjem, vrvežom. Moj dedek je bil tudi, je imel žganjarno in pač je bilo vedno neko dogajanje, vedno je bilo kaj za početi ali pa vsaj spremljati. In zdi se mi, da je ta kinetičnost otroštva zelo pomembna in da je danes pač podvržena tehnologijam, ki se dirajo, se pravi, ki pomirjajo navidezno, pravzaprav kot neke vrste pomirjevala, jo ugonabljajo in pač zahtevajo tudi, da pač mladi oziroma otroci obsedijo, se pravi, dve neki bolj negativne stvari. Ja, negativni plati sicer pač včasih fascinantnega razvoja tehnologij, vsebin in vsega, kar nam je na voljo. Glede na to, da ste imeli gostilno, verjetno je bil denar potem ena vsakodnevna tema ali pogovor, ker večinoma, ne samo v Sloveniji, tudi drugje po svetu, je denar v družini tabu tema. Absolutno, ja. In nažalost je to še dan danes prisotno in finančna nepismenost
konzervativnost, zadržanost Slovencev je pogosto v nebo vpijoča in zato ima to velikokrat zelo negativne posledice tudi na naše duševno zdravje, ker pač dobro ravnati z denarjem je veščina, je spretnost, nikoli se nismo učili, vedno se zdi, kot da nismo dovolj dobri, dovolj vredni, dovolj vešči, da bi si lahko zagotovili zahtevano umirjenost, ki pride z tega naslova, ne. In denar zagotovo ni najbolj pomemben v življenju, šteje pa. In tu imamo še veliko priložnosti za izboljšanje. Zdi se mi, da se naslednje generacije veliko bolj aktivno ukvarjajo s tem. Mogoče je motivacija neprava, ker pač želijo biti kriptomilijarderji, super bogataši, ne. In pravim, da pač moraš biti bolj neke vrste raziskovalec možnosti, priložnosti, se v nečem izuriti, tudi če je to na začetku zgolj hobi, ne pa v bistvu ustvarjati iz naslova nekih iluzij, utvar, da te bo denar bodisi odrešil tvoje stiske, tvojih nekih duševnih napetosti, ki jih ima sploh v sodobnem svetu vsak izmed nas kar nekaj, ampak je ta pristop k ravnanju z denarjem nekaj, kar bi seveda morali že institucionalizirati v šoli, ker bi ob psihologiji, razumevanju samega sebe to bilo zelo dobrodošlo. Sam imam veliko izkušenj v predavanju o financah in tudi o denarju, ne, in ugotavljamo skupaj z publiko, kakšne so naša globoka prepričanja o denarju, ne. In ugotavljamo to, da večina ljudi ima negativna globoka prepričanja. Absolutno. Ampak kar je zanimivo in zelo rad poudarim, ne, ker velikokrat sam sebe kriviš za to. Ampak ni res, ne, to lahko potegneš iz svoje družine, iz svojih negativnih izkušenj in v bistvu potem za nazaj ne moreš nič spremeniti, ne. Lahko se pa danes odločiš, da boš o denarju začel razmišljati pozitivno in se ti bo resnično, tudi kot na drugih področjih, življenje začelo obračati v bistveno drugi luči, ne? Ja, mislim, da je z denarjem pri nas povezana določena stopnja stigmatiziranosti in da bogataše a priori označujemo za ohole, arogantne. Nažalost, v večini primerov velikokrat so takšni, ne? In to znano reklo, da denar zgolj ojača to, kar si ti kot oseba, ne? Če si pač dobra oseba, boš tudi dobro deloval z denarjem, ki pač bo nek presežek, ki ga boš imel na voljo, ne. Če si pa pač bumbar, boš pa pač še večji, ne. In zdaj dokaze obojega nekako imamo v prostoru, ampak zdaj si pomembno to, kar ste izpostavili vi, ne. Se pravi, ta negativna prepričanja o denarju so zgočena okoli našega občutka lastne vrednosti, ne. Ker se ne cenimo dovolj, ker se ne spoštujemo dovolj, ker imamo zgodovinsko psihogenom nekako ukoreninjen v to tlačanstvo, v to servisiranje gospodarjev in zagotavljanje svojih uslug, ne storitev, ker storitev se plača, usluge so pa zastonj, ne. Se pravi, to ponujanje uslug komurkoli jih rabi in potrebuje, da nas to oropa tega zdravega odnosa do denarja, do tega, jaz se spoštujem, jaz se cenim svoj čas, cenim svojo izobrazbo, cenim svojo energijo, zato je cena takšna in to je cena, ne. In da pridemo do točke, kjer si nadenemo res listek s ceno, ki sovpada z tem, kar ponujamo, je pravzaprav neka kar generacijska naloga, ne. In pogosto kakšni tuji gospodarstveniki ali pa vodje korporacij, s katerimi sem imel v prejšnji karieri pač ogromno stikov, izpostavljali ravno to, ne, kak vrhunske izdelke, kak vrhunske storitve, kak vrhunske ideje so videli pri nas, ampak so ljudje pač z njimi prikolovratili, ja, to sem naredil, kako se vam to zdi, ja, se vam lahko dam brezplačno ali pa pač po neki smešni ceni, ne. In ko bomo spremenili pravzaprav to zavedanje. Attitude, odnos do tega, ne? Absolutno, in to je spet, se zdi to ena osrednja naloga slovenske politike, da v bistvu dvigne zavedanje o lastni vrednosti, ker zgodovinsko smo bili tako priklenjeni in primorani v to neko udinjanje
da je pač nek pozitiven, neka kolateralna korist postala ta iznajdljivost. Mi smo izjemno iznajdljivi in to je v bistvu kreativnost. Ampak jaz pravim, da če iznajdljivosti ne natakneš listka sceno, potem to ne more postati kreativnost. In kreativnost ne more postati inovativnost, kajti kreativnost je v bistvu nekaj, kar na trgu deluje, kar trg spodbuja, se pravi, kar omogoča izmenjavo in vse okoli tega. In tako pač ostajamo iznajdljivi in ne dobro plačani. Sama, je to res naloga politike ali je to naloga nas samih, ker mi politike volimo, ne? Ja, dobro, tu zdaj lahko kar par ur ostaneva in ugotavljava, ampak jaz mislim, da je treba začeti to top-down komunicirati, se pravi z vrhov, to opolnomočenje ljudi, da stremijo za svojimi idejami, da verjamejo v podjetništvo, da verjamejo v to, da lahko inštitucije, ki so državne in gospodarski subjekti dobro sodelujejo, da je lahko v bistvu ključna valuta te izmenjave kreativnost, ki jo imamo Slovenci ogromno. A je bila kakšna prelomnica v vašem življenju, ki vas je še posebej zaznamovala in usmerila na trenutno pot? Ja, mislim, zagotovo je to bila izgorelost, ki ste jo izpostavili v začetku in seveda je to pač nažalost fenomen in izkušnja epidemičnih razsežnosti v današnjem času. Jaz sem bil pač eden izmed prvih, ki je o tem zelo neposredno in javno spregovoril tudi za pač svojo prvo knjigo, kasneje oziroma takoj z uspešnico, kar sem izpostavil ne iz samo pompoznosti, ampak pravzaprav kot neposreden lakmusov test, da je pač to resnična vsakdanja izkušnja ogromnega števila ljudi, ki se s tem spopadajo, da je v razmahu in da tudi gospodarstvo stane, če gledava globalno, več kot 600-700 milijard evrov na leto, za povrh pa še na milijone izgubljenih delovnih dni zaradi zaposlenih, ki so pač na bolniški in tako dalje in tako naprej. In tudi resocializacija izgorelih nazaj na delovna mesta je izjemno težka in tako pravzaprav ljudje, ki so zelo ustvarjalni, prevzemajo ogromno odgovornosti, so tudi, ne vem, radovedni, rahločutni, sposobni, strukturirani, zdaj spet izgleda, kot da sam sebe poveličujem, ampak pač strokovnjaki izpostavljajo, psihologi, da pač ljudje, ki so najbolj dojemljivi za izgorelost, pač nekako so tudi tisti, ki so zelo angažirani, zelo uspešni. Tako, ja, točno to. In samoohranitveni moment, ki bi moral biti prisoten, pa nažalost umanjka, tudi zaradi vzgoje, tudi zaradi teh prvih vtisov iz okolja, se pravi, in tu pridejo v ospredje spet ti vzgojni recepti, starševski odnosi, način vzgoje. In zato pravim, da je tudi ta del zelo pomemben za zgodnje izobraževanje, da že otroci razumejo, kaj je čustvena pismenost in jo lahko kombinirajo s finančno pismenostjo, dvigujejo lastno vrednost in to lahko počneš samo, če se zavedaš samega sebe, če razumeš, kako naša psihologija funkcionira in da lahko ti nanjo vplivaš. Ker če zgolj nekdo govori, bodi priden ali pa ti nisi dovolj pameten, da bi bil to in to, potem seveda svoje lastne vrednosti ne moreš zviševati in dvigovati. Bova se še vrnila na to temo, zdaj pa kratek predah. Cool. Dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Danes je z nami prav poseben gost Aljoša Bagola. Aljoša, avtor ste 3 knjig. In zadnja knjiga ima naslov? Ne je moč. Ne je moč. Zakaj je ne toliko močna beseda? Zato, ker nas dela svobodne, saj ko rečemo ne, nismo več kar en. Ko se zoperstavimo, končno ne stavimo zoper sebe. In seveda bi lahko teh usloganjenih ugotovitev nizal še in še.
Pomembno se je zavedati, da so meje nekaj, kar je komu, ne vem, nek fantomski koncept, pravzaprav zelo praktična stvar in so zgolj orodje za izboljšanje naših odnosov, partnerskih, družinskih, kariernih, prijateljskih in še bi lahko naštevali, ne. In zato je pač to, da na eni točki svojih življenj ugotovimo, da se moramo postaviti na prvo mesto, zelo pomembno spoznanje, zato da lahko svoje življenje nekako utirimo po nekih vrednotah, ki se skozi življenjsko obdobje vedno spreminjajo, ne. Mi mislimo, da smo, ne vem, pri 20 izoblikovane osebnosti in da zdaj je pač to nek trajektorij, ki mu moramo zvesto slediti, ne. Ampak pravzaprav se naše vrednote vedno spreminjajo, ali ustvarimo družino, ali napredujemo v službi, ali zamenjamo službo, ali zamenjamo kariero, mnogi partnerja in v tem pravzaprav hitenju skozi življenje pozabljamo delati to neko osnovno uravnavanje ali pa umerjanje, neko rekonfiguracijo sebe. Kaj se mi dogaja, kako zdaj razmišljam, ali isto razmišljam, kot sem razmišljal pred 10 leti, ne? In ko smo stari 20 let, je najpomembnejše vprašanje, kaj vse zmorem, ne? Se pravi, da preizkusimo svoje zmožnosti, da ugotovimo, kaj so pravzaprav neke reči, ki nas ženejo in kako zelo uspešni smo lahko pri tem. In včasih moraš pri tem iti čez meje svojih sposobnosti, ne? Da ugotoviš, aha, okej, do sem lahko grem, zato ker je pač tudi čas za, ne vem, regeneracijo hitrejši, ne, kot smo se pogovarjali z kolegom prej pred snemanjem, kot je tudi pač čas za regeneracijo v poslu, potem ko, ne vem, ali delaš ne vem koliko ur preveč, precej krajši, kot ko si star 40 let, ne, in mora tvoja vrednota biti precej drugačna, kot je bila pri 20-ih, ne. In zato je ključno vprašanje pri 40. letu, česa več nočem. In ta precizen seznam meja nas potem lahko vodi v to pomembno drugo polovico življenja, kjer moramo veliko stvari spremeniti. In meje so krasno orodje, da se tega lotimo. Na Kitajskem imajo potem brez veze, se pravi yin in yang, ki skupaj tvorite ravnovesje, ne? Se pravi, če več delaš, moraš tudi več počivati oziroma moraš imeti stvari v ravnovesju. Se strinjam, jaz sem v drugi knjigi Srečo prosim zapisal, da nam za ravnovesje oziroma za ravnotežje pravzaprav mora včasih biti ravno, če ne nam bo samo še težje, ne. In zato je pravzaprav recept za pravilno ravnanje že v besedi sami, ne. In moramo se naučiti, kako se razbremeniti skrbi, kako bolje zagrabiti priložnosti, ki se nam zdijo, joj, tega pa jaz nikoli ne bom zmogel, ali pa to je zame tako oddaljeno, da bom o tem rajši fantaziral in sanjal o loterijskih dobitkih, namesto da bi se podal na neko pot, ki je pravzaprav veliko bolj dosegljiva, če si sposoben razkrinkati v sebi vse te blokade in ovire, ki so nam prednaložene, pogosto z vzgojo. In tu je treba opozoriti na to, da pač svoje prednike, ne, pogosto obsojamo, ja, saj ni čudno, da smo takšni, saj glej, kako je bilo. Ja, samo oni so, moramo jim biti hvaležni, da so v tako zahtevnih in nenaklonjenih okoliščinah preživeli in nam omogočili, da mi lahko sedaj stvari spreminjamo na bolje, ne. In zato je tudi to uperjanje prsta, česar se jaz pogosto lotim, ne, in tudi obračunavam s svojimi starši, kar mojo mamo vedno vznemiri, kar je logično, ne. Da moramo znati pri tem, ne, kot ste prej omenili yin in yang, pogledati, kaj je dobro, pogledati, kaj je slabo, to sfiltrirati in potem v skladu z tem ravnati. Se pravi, da to štafetno izročilo, ki gre naprej, vsebuje veliko več dobrega in čim manj tega slabšega že preživetega. In tudi to je spet naloga vseh nas, spet bom rekel, tudi politike v končni fazi, ne. In zato apeliram res tudi, da se v kurikulum čim prej vpelje ta osnovna psihologija samospoznavanja. Sprav lahko rečemo, če res preveč delaš, boš tudi veliko časa, če izgoriš, rabo, da se regeneriraš, ne?
Se pravi, do katerih spoznanj ste prišli, kaj bi priporočali nekom, ki je v eni taki fazi, kako se sproščati na čim bolj učinkovit način, da nekako narediš ta balans? Zdaj pogosto pravim, da življenje živimo kot v ekonom loncu, ne? Pod nogami nam gori z vsemi obveznostmi, izzivi in pričakovanji, ki jih imamo do sebe in do sveta, in pač kaj naredimo, odpiramo tisti ventilček, ne, kjer para ven puhti, ne, in ta ventilček je malo rekreacije, malo meditacije, malo športa in pač, če smo že pri športu, se veliko ljudi preveč ekstremno rekreira, ne, kar je pa drug ekstrem, ne? Ja, kar je spet zgolj ista receptura na drugačen način. In zato je treba znati zmanjšati ogenj pod nogami, ne, treba je obrniti gumb na plošči, obrniti ploščo v glavi, se za hip ustaviti in se vprašati, kaj jaz v resnici potrebujem, ne? Kaj je tisto, kar me dela srečnega, ali je to svet, ki je predpisan z temi in temi kvalifikatorji in jih jaz moram zdaj vse na silo odkljukati, da se bom počutil potem srečnega, ne? In bo to zelo miljiv in varljiv občutek, bomo ugotovili, ali pa lahko v to enačbo vnesem nekaj unikatnega, povsem svojega, nekaj, kar izhaja iz mene in iz mojih vrednot. In šele ko mi razumemo, kaj so naše vrednote, lahko ustvarimo cilje, ki nas bodo osrečevali. In šele ko so vrednote sinhronizirane z temi cilji, bo to pot do sreče, ki pa zdaj ni neko ekstatično nirvana stanje, ampak so to v bistvu trenutki izpolnjenosti, trenutki, kjer se počutimo v globokem stiku samimi s sabo in predvsem mogoče neka pomirjenost tudi v težkih situacijah, neka umirjenost tudi v sicer zelo konfliktnem svetu, se pravi, neko to notranje sidro, ki te dela stabilnega, ki te dela veščega za spopadanje z vsakodnevnimi izzivi. In zato pravim, da poslanstvo ni to, kako si v življenju posteljemo, ampak to, za kar vsak dan vstanemo iz postelje. Ne? In če samo hlepimo za tem, da si bomo postlali za čim več denarja, to ni receptura. Če pa razmislimo, zakaj jaz vsak dan vstanem iz postelje, nas bo pa to napolnjevalo z neko energijo. Še zadnje vprašanje, ki so res že pri koncu. Ali si lahko zdrav in bogat? Absolutno, ja. Elon Musk to ni. Donald Trump to ni. Pač oba sta imela zelo težavno otroštvo, sploh Elon Musk, kar pač lahko vidimo v njegovi biografiji. Oče ga je čustveno zlorabljal, sošolci so ga fizično nadlegovali, pretepali in tako dalje in tako naprej. In mislim, da on tega ni nikoli nagovoril na način, ki bi bil mogoče bolj zdrav za njega in posledično je seveda to samo zdravil z ambicioznostjo, seveda je pač izjemno inteligenten, ne? Ampak pri tem prišel na takšen piedestal moči, da z to svojo neraščiščenostjo, z tem, da ta bolečina ni sprocesirana ali pa se procesira na pravi način, dela ogromno škodo, ne? In to je ta ojačevalec, o katerem sva prej govorila. Ja, ampak jaz mislim, da si lahko bogat in zdrav, lahko si zdrav in notranje bogat, lahko si zdrav in finančno premožen, če si pa še notranje bogat, ob tem je pa seveda to zelo dobra kombinacija. Hvala lepa, Aljoša. Drage gledalke, dragi gledalci, verjamem, da ste uživali v intervjuju in da ste tudi vi dobili kakšne dobre in koristne napotke, kako imeti življenje v ravnovesju. To je bilo vse za današnjo oddajo in dobrodošli v novi oddaji Moja družina.